Takoj, ko sem osnovno šolo začel hoditi, sem pač šel v glasbeno šolo. Če bi pač mi eno diskoteko odprli tam v našem kraju, pa rekel mi, tu če bo zrihtal plac, ni problema. Pač če nisem bil na špilu, sem bil ziher v kakšne diskoteke. Sekova, to je malo tehnično preveč za mene, pač mogoče bolj na haus. Pač problem je tam bil najbolj je bil problem zaradi soseda, zaradi nočnega hrupa. In vem, da mi smo pač, ko je prišla inšpekcija, smo tam 4 kufre ven vrgli tistih CD-a, imeli smo en kufr originalnih CD-a, ja, shod pa si, pa sem rekel, pač z Velenja, jaz sem pa tudi z Velenja, rekel, prid, te bomo sprobali, pa boš videl, Ful dobre žuri so bile, pač imam tudi ful dobre spomine na Radiča, Sem že tudi od začetka del Ziperja, tako da se mi zdi, da tudi moraš puzle zraven sestavljati, če druga je. Dobesedno. Saj kdaj si pa, v bistvu doskrat začnem z vprašanji, kako si v bistvu ti, kako te je glasba sploh začela zanimati, Kje si v bistvu začel, zakaj si začel, kako si ti to doživljal v mladosti? Jaz tako prihajam iz glasbene družine, Moj oče je slavni jodler Lojz in pač takoj, ko sem osnovno šolo začel hoditi, sem pač šel v glasbeno šolo, sem igral klavirske harmonike in potem pač proti koncu osnovne šole me oče takoj pač dodal zraven v njegov band, in smo najprej bili pač družinski trio, brat, jaz pa oče. Pa smo pa skozi leta smo se pa malo upgradali. Jaz sicer nisem bil nikoli po duši narodnjak, pač začeto sem igral narodno zabavno glasbo, ampak fajn sem se pa imel na špilih zmeraj, pač meni je še zdaj mi publika dela tisto energijo, da mi je pač fajn početi pač zdaj DJ-ske stvari. Koliko sem prišel pol do DJ-stva, v bistvu, ko sem bil na faksu prvi letnik, sem bil zelo priden, pa sem se izpite naredil in pol je bil dolg čas mi poleta, pa sem rekel kolegom TJ-ju, ko je tudi del zgodbe Ziper bil od začetka, če bi pač mi eno diskoteko odprli tam v našem kraju, pa rekel, tu če bo zrihtal plac, ni problema. Pač to so bili časi konec 90-ih, tam leta 2099. Se še gremo v bistvu malo nazaj, da ne bomo prehitro šla naprej. Pa si v bistvu v glasbeni šoli bil dolg časa, v bistvu pač si tudi zaključil glasbeno šolo? Ne, nisem zaključil, ker pač mi smo v Šmartnem imeli do 7. razreda smo imeli v Šmartnem glasbeno šolo, pa bi mogel pa hoditi v Velenje oziroma Šoštanj, pa ni mi bilo tako nekot, že takrat mi je bilo muko tisto harmoniko igrati, pa oče je rekel, vse ti ni treba iti, sam boš pač igral za mene. Sporedno sem pa igral že klaviature in pač pa sem v bistvu začel v bandu najprej s klaviaturem, da sem igral synthesizer. Pol, ko se je pač band malo razširil, sem Razširil kako? prej smo bili trio, pa smo bili pa v bistvu smo bili 4 oziroma 5, pol smo še pevko malo dodali zraven, pač se je začela potreba, da bi več bil basist, in sem najprej bas kitaro začel igrati, malo tudi bariton, pa smo v bistvu pač za zabavno glasbo sem igral klaviature, za narodno zabavno pa pač bariton pa bas kitaro, pa pel sem vse skozi. Tudi pel si? Ja, res. tako da. Back vokal ali front? Jaz večinoma front, Res? Ja, pač sej. Še obstaja kakšni posnetki? Shranjeni? Ne, sej ne vem, gor na YouTubeu jih je polno. Zakon. Ja, tako pa pač smo
takrat od začetka je bilo zelo veliko porok po tega, ne. Pol kasneje pa se je pač to, tudi več bendov prišlo, ne, je pa ni bilo več toliko, ne. Pa sem neko ten cajt sem vozil in bend in DJ-stvo. Pol sem se pa nekako odločil, da pač Se pravi, v bistvu sporedno je šlo tudi DJ-stvo. ja, pač v bistvu leta na faksu sem še igral, a ne, v bendu pa DJ-ju. Pa še po faksu, a ne. Pol pa je prišlo do ene točke, da sem se pač odločil, da bom sam DJ-jal, da niti ni šlo več, ker sem že imel pol toliko špilov, da Se kje te pa v bistvu pol, kako to pa, da si se v bistvu odločil za DJ-stvo pol, ne? A te to že v bistvu prej tako malo zanimalo? Ja, mislim, zanimalo. Mislim, jaz sem bil zmeraj fasciniran, pač jaz sem bil po duši raver, dance glasba, ne, pač takratnim času tudi narodna zabavna glasba je bila pač bolj popularna za starejše ljudi, medtem ko pač mladi si bil raver ali pa si bil rocker, ne. In če nisem bil na špilu, sem bil ziher v kakšni diskoteki, ne. In pol smo kruzali pač po smo bili prijatelji, pa smo kruzali po teh diskotekah od, ne vem, od Slovenj Gradca v Atlantidi do Celja, Casablanca, od začetka sem recimo od Sibija hodil do Tarantela, Izlakeh, Imperius in tudi pač ponavadi smo bili tako, smo imeli vsak dan, mislim, petek, sobota, vsak dan smo bili pač na drugi lokaciji, no. In meni je bilo tam ful zanimivo, no, kaj pač, koliko DJ-ji, koliko delajo, no, pa koliko da pač ljudje pač plešejo, no, koliko jih motivirajo. Sicer tam, pa tudi zanimivo mi je bila, ker tam koncu 90-ih, si večinoma nove muzike, ajde nekaj malega je bilo po radiih, ampak večinoma nove muzike si čul po diskotekah, takrat so še bile aktualne plošče, in fajn mi je bilo hoditi tam, pa če sem bolj sem bil navdušen, če je bila kaka nov komad, pač jaz sem takrat poslušal ta Eurodance, všeč, mislim. In pač to, v tem smislu, veliko smo pač ga žurali, radi smo plesali. Pa ta Eurodance ti je bil všeč zaradi tega, ker ne vem, pač je bil takrat popularen, pa ker je bil to trendi, ali je v bistvu tak ti je že bil nasplošno tako všeč ritem pa beat pa tako naprej? Pa ja, ne vem, tudi v osnovni šoli, ne vem, da smo se recimo pri prijatelju dobivali, tudi je bilo na MTV-ju oddaja Eurodance Top 20, ne vem, je bilo to vsak četrtek in smo se dobivali pri kolegu in smo pač poslušali tam te komade, in nasploh mi je pač sedla me ta plesna dance glasba, pač bolj ko rock, ne vem, recimo takrat nisem glih se, ali pa ne vem, narodna zabavna pa sploh, pa tudi, ne vem, ko si bil, ko smo bili starejši, ko smo lahko pač v diskoteke začeli hoditi, je pa tam itak to prevladovalo. Ne vem, tisti ritem mi zmeram da tisto energijo, pa pač tudi zelo rad sem plesal, meni je bilo to fajn iti v diskoteko tam na plesišče. Vem, da se je zgodilo včasih, da smo tudi med prvimi šli na plesišče, ni bilo to tako, ni nas bilo sramno, pa super, fajn je bilo, pač dobro vzdušje, tako eno obdobje. Jaz vem, recimo, to je tako bilo, če nisem imel špila, pa da, ne vem, kak petek se je zgodilo, da se ti ni dal ven iti, ali pa glih ni bilo to, da se ti ni dal, ker tedi smo bili mladi in zagreti, pa si se pa, ne vem, soboto, kaj je bilo pa s teboj narobe, kolega rekel, kaj je bilo s teboj narobe, nisi včeraj šel ven, a veš, v bistvu res, takrat smo hodili in petek in soboto
Pa misliš, da zaradi tega, ker je bilo, ne vem, takrat drugačno obdobje, ker je bilo ful veliko ponudbe, ker tako, recimo, to so bili seveda, neke tudi, vrste zlato obdobje diskotek pa klubov pa tako naprej. Ne? Ja, pač, pa tudi generacija smo bili taka, no, ne vem. Mi smo se radi družili, radi smo plesali. Jaz recimo takrat niti alkohola, niti nič nisem konzumiral. No. Šli smo tja, v Psoku smo se fajn imeli, res pač. Je bilo res tako, super je bilo. No, pač, pa tudi, ne vem, mogoče, da so bile te diskoteke res ine. No. Da so ljudje tako masovno hodili. Pa Facebooka ni bilo, ne? Pa YouTuba. Ja, seveda. Ja, se socialno mreže naredijo ta svoj rezultat, ne? Tega, kako se ljudje družijo. Kako si pa recimo, kdaj si, se pravi, a si začel to prvo na plošče ali si na CD? Kako si v bistvu sploh, kje je bil tisti prvi začetek, da si dansko sploh začel z... V bistvu je bilo tako, pač to je tako, sem rekel, ko sem prvi letnik faksa naredil, pač mi je bil dolg čas, in sem šel do kolega TJ-ja, Petra Rajha. On je bil takrat DJ, ampak to so bili taki pač lokalni DJ-ji, takrat še tudi ni bilo, mislim, bili so že CD-playerji v diskotekah, oni double, pač Peter je imel še navadne tehniksove komponente, in sem prišel do njega, sem rekel, bi mi pač eno diskoteko tule pri nam v lokalnem okolje v Šmarju naredili, pa je rekel, le, če bo zrihtal, če se bo zmenil, ni problema. Jaz sem takrat imel pač ozvočenje od očetovega benda, se tudi ona dva sta imela, tudi Rajh, pa bil še eden zraven Vašl. Sta imeli nekaj ozvočenja, ampak ne toliko kot jaz, in pa smo pač, jaz sem šel malo tam po lokalih vprašati, in sem prišel v Letušu do Pirnata, oni so imeli pa že včasih v bistvu diskoteko. Moj oče je v 70-ih tam igral, so imeli plese, in so imeli super, pač tudi obratovalni čas so še imeli takrat do 4 zjutraj, kar je bilo super, tako da ni bilo nekaj dost dela. In pa sem se tam dogovoril, on je bil za, smo, ne vem, prvi žur smo naredili, smo pač povabili svoje kolege, pač je bilo, ne vem, 50 ljudi, potem smo drugi žur naredili, pa to je bilo v poletnem času, je bilo 100 ljudi, pa na tretjem žuru je bilo pa že nabito polno, ker je to hitro šlo od ust do usta. Se kaj to v bistvu je, to bila restauracija tam, ali je bila diskoteka, kako je to? Ne, tam on je imel neko dvorano, kjer so bili pač prej plesi, mi smo pa za vsak vikend, pač ponovadi v petek smo začeli šraufati, zvočnike, luči, celo DJ opremo, smo pač prenesli tja in smo v bistvu diskoteko naredili iz nič, vsak vikend tako. Od začetka smo pač delali to pro bono, pač bolj za večerjo in tako, pa smo se dogovorili za nek budžet. Koliko časa pa je trajalo to? To je bilo 3 mesece, ker pa je prišla pa inšpekcija in seveda mi smo imeli, takrat so bili paradski CD-ji in udarov. Kako je pa zgleda, mi lahko več poveš o tem, kako je bilo to? Ja, mislim, itak mi smo bili mulci, vedeli smo, da tega ne smemo imeti. Kjerga leta je bilo v bistvu to? To je bilo 99 leta. Okay. Pač problem je tam bil, najbolj je bil problem zaradi sosedov, zaradi nočnega hrupa, ker so naenkrat je tam diskoteka raktala, ozunaj je bil džumbos in pač je bila prijava. In vem, da mi smo pač, ko je prišla inšpekcija, smo tam 4 kufre ven vrgli tistih CD-ja, imeli smo en kufr originalnih CD-ja, in pa smo, ko je inšpektor prišel do nas, je rekel, mislim, kje imate muziko? Smo rekli, da tule imamo originalne CD-ja, je rekel, če sem pa prej videl, da ste imeli še več kufrov, kje imate pa tiste kufre, in tako smo, mulci nismo vedeli, smo pač en kufr pol prinesli tist.
nazaj, čeprav je šlo ven. Ali niti ne vem, ali mogoče, da je celo ostal tam, vse ne vem. Pač. In pač on je tudi tako rekel, se vi ne boste nič krivi. In pač smo za to dobili kazen, kar smo tam zaslužili, smo mogli plačati. Mislim, jaz sem še šel posvetovati z odvetnikom, študentskim, kaj naj naredimo. Je rekel, da ni tako nič ne bomo, da naj še sem zmenimo za tisto obročno plačevanje. In To je bil začetek. Super začetek. To je bil odličen začetek. Ja. Mislim, medtem pa sem pel v Mariboru. Aha, istočasno že. Ja, pač to je bilo poletje, pač jeseni sem šel pa jaz na Štuka, pa sem prišel pač tja, sem rekel, jaz sem DJ, rabite kaj DJ, gor dol, pač vrtim bolj dance glasbo. Na Štuka je bilo tedi še kar bolj rok je prevladoval, ampak pač mi kot študenti nas je bilo več dancerjev. Ne vem, v Mariboru je takrat Jukatan nepolno laufo, vsi so hodili tja, tudi v diskoteki takih je bilo. In pa se pogovarjamo tam z pač temu direktorju gor dol, pa reče, skod pa si, pa sem rekel, jaz pač z Velenja, pa reče, jaz sem pa tudi z Velenja, rekel, prid, te bomo sprobali, pa boš videl. In pa v bistvu v začetku smo z Rajho vrtela vsako sredo, mislim, enkrat na mesec v sredo, pa to je tako zgledalo, ker pač jaz sem bil kao DJ, on mi je iskal komade, kamero, jaz sem pa DJ, nismo še imeli pač tako izkušen. Tako da ja, v bistvu tam smo začeli, pa pač vmes smo tudi za vikend kako lokalno diskoteko šli vrteti. Se pravim, recimo takrat smo pač tisto še na Tehnico, isto na Štuku na Tehnico, pa ne vem, konc leta. Se pravi, v bistvu na plate, vse? Ne. Aha, na Tehnicove komponente, CD, na CD smo okay. Okay. Pa smo pa konc leta je Rajher, takrat so pa prišli, pač leta 2000 je prišli ven te Pioneerjevi CD-je stotke, in je pač Rajh pol kupil, oziroma smo kupili vsak en ta CD-player, vem, da je bilo to kar drago, takrat. Pa trening, pač s tistim, jaz sem imel zmeram željo, da bi pač na ploščo vrtel, in pač pol naslednjo leto, vem, da sem šel poletje delati, pač oprema je bila tudi razmeroma draga, da sem delal 3 tedne, in sem si pol kupil prvi gramofon, pa pač tam sem neke DJ-je spoznal, da sem mi nekaj par plat dal, pa pol sem še drugi gramofon, je pa res, da sem takrat kupil gramofone, ko pač niso bili za vrteti. Pač za trenirati doma je bilo ok, so bili numerkovi gramofoni, ampak za vzuni vrteti pa ni šansa. Razlog? Ja, ne vem, preveč so ful so bili nenatančni, to prvo, ful je bilo težko loviti hitrost, drugo pa glasnost, pitch, ja. Pitch ni bil, ok. Ja, pač ne vem, vem, da bil sem enega malo boljšega, pa enega malo slabšega, in to malo slabš, to je kar, ko se tekle pretegne, je kar malo nihar, ampak več, če si se na tisto naučil vrteti, ni bilo pol problem. In pa smo pali v bistvu pa sem malo začel plošče kupovati. V bistvu kdaj že takrat? Pa to je bilo pa nekaj, ne vem, 2000 po mojem. Ja, 99 smo tam že, ja, tam 2000. Ko sem gramofone si kupil, se pravi, poleti sem delal, pa jeseni sem si kupil plošče, pa sem pa začel plošče, pa sem najprej pač mislil. Vmes je pa tudi bilo, da sem šel na prvi party, z elektronsko, pač prav z underground techno house, ker takrat so bili zelo znani Space Nighti v Celju, in to so bili party res na visokem nivoju. Pol je bilo tujcev, ko so hodili na te žure, ljudi je bilo tek čez 5000, res so bili kvalitetni, ne vem, vrteli so tudi Karl Cox, pa vse te zvezde,
In ko sem prišel tja, sem rekel, wow, kaj je to, noro, res. Pač Ti si muzika je bil, bila ti si čisto bil, drugačna. ti si bil tehno, ne drugače bolj. Ne, jaz sem komercialo vrtel, pač Ja, komercialni to že, ja. dance, no. Ja, In pač tam mi je bolj všeč tehno, kot pa, ne vem, house, ampak pač pa smo pač malo po teh partijih tudi hodili, mi je bilo ful zanimivo, pa ne vem, ko sem pa začel malo tuhtati, tehno je bil na gramofone kar tak hiter je bil, so bile hitre menjave. Se rekel, to je malo tehnično preveč za mene, bom pač mogoče bolj na house. In pa sem tudi, ne vem, takrat je tudi Casablanca bilo, in v petek, soboto so imeli house room, mi je bilo to ful, tam mi je bila ful všeč takratni vokalni house, In pa sem se tudi nekaj kar odločil, da bom house vrtel, da bom pač na plošče kupoval house plošče, da ne bom nič druga kupoval in to je to, ker je pa tudi že takrat so bile plošče, to je bil kar velik strošek, Tako da, v bistvu, pol sem, ja, tam 2000 sem pol te gramofone, pa sem treniral, pa sem pa rekel, ajde bom naredil prvi birthday, bom prvi birthday, to smo naredili tamle na Polzeli, bom naredil pač, pa bom jaz vrtel, pa onega, ko mi je prve plašče, bom povabil. Pa takrat je bil zelo aktualen Z-Man, to je bil en pač tule, zdaj na Polzeli, tudi je bil Celjan, ko je v kasi vrtel, njega. In vem, da pač, to smo se pa, tudi Pigi je bil zraven, ko je imel rojstni dan, pa jaz, pa še ena prijateljica Natalija, poletje, smo pač mi povabili svoje ljudi, pač povabili smo pa še zraven, da pač so prišli drugi, kar tak na žur tja, pač tak, ne vem, smo flyer naredil, pač te, ko se je delali takrat za partije, In pa smo bili, ne vem, 4 DJ-ji smo bili kao tam, da bomo vrteli, pa so pa kar začeli letavati, ne vem, in Benjamin in Teddy Stefanino, ja, dej bi še jaz vrtel, in tako nismo mogli to vse spraviti noter, In je bil, ne vem, žur, ful dober žur, iz tistega rojstnega dneva, ne vem, nas je bilo tam povabljenih 50, pa je pa prišli, ne vem, 150, 200 ljudi tja, kar te karondamo in bil nori žur, ful fajn, In pol sem se tudi tam zmenil, da sem tam pač začel house vrteti enkrat na mesec, Čekaj, kje je bilo to točno? To je Lampa, tam, ko je bila Venera, pizzerija Venera. Zdaj je tam Lampa v bistvu. Ja, to je bila Lampa so- tukaj, ko prideš dol iz, a veš, kje je bila pizzerina? Ja, no tam je za stanovanjski objekt. Ja, no tam noter Aha, tam je je bilo. bil, dosti časa so bile pizzerije, tam vmes je bil pa pač lokal, In se je, pač je bilo, bili so v redu žuri, ljudje so hodili tja, tako da v bistvu tam sem imel neko tako rezidenco. Se pravi, v bistvu je tvoja prva organizacija bila tam. Ja, točno, ja, ta pač rojstni dan. Se z rojstnim dnevi se začne. Ja. Vsak začne z rojstnim dnevi, ne? Organizacijo furati. Ja, vmes pač na Štuku sem pa glih takrat čez skozi vrtel pač komercialo. Ja, recimo zanimivo je bilo tudi na Štuku, ko sem jaz prišel, se je vrtel večinoma rock, pač jaz sem imel, ne vem, prvo leto sem v sredah vrtel, enkrat na mesec, pol drugo leto se je naredilo, sem že 2-krat, 3-krat na mesec vrtel, pač ob sredah so bile sredine študentske diskoteke, pa sem pač dance vrtel, In pa se je kar obrnilo, da so tudi drugi DJ-ji začeli tudi dance muziko vrteti na Štuku, Je pa to, recimo, ne vem, naj povem za Štuk, je bil fenomen terje, To je laufala diskoteka 5 dni v tednu. Pa to ti pravim, da je bilo, ne vem, od 300 do jurja ljudi noter, Ker pač med tednom je bila študentarija, za vikend so pa pač za domačine delali koncerte razne, kar ne vem. Ne vem, v današnjem času se vidiš, da diskoteke sploh ne laufajo, Takrat pa je bilo to, Je pa res, da tudi ni bilo sploh med tednom študentarija je bil pač, ne vem, prvo leto, ko sem jaz bil gor, je bil sam Štuk, pol se je Tras še odprl, in sta bile v bistvu samo te diskoteke za študentarije,
ampak je pa to laufal ponedeljek, torek, sreda, petek, sobota, da je bilo veliko ljudi. Se pravi, vi se pa si vsak teden vrtel ali pa še večkrat? Ja, ne vem, proti koncu 2-4 sem na štuku vrtel, ne vem, da sem med tednom enkrat vrtel, ali pa celo dvakrat, pa sem pa petek vrtel ali v džungli, oziroma pač tedi je bil Memphis klub, v soboto pa v Slovenj Gradcu, v Fire klubu, tako da sem v bistvu tako si nekaj naredil, trikrat na teden sem v bistvu vrtel, kar je bilo ful, Je res, da ni bilo neki, ne vem, recimo na štuku ni bilo, pač tukaj si več zaslužil, kakor pa na štuku, ampak pač imel si pa med tednom špile, pa ne vem, recimo jaz sem tudi ponosen na štuk, zato ker v bistvu tam so mi dali priložnost, da sem sploh lahko začel, pa da sem sploh, mislim, najbolj pomembno je to, da si ti tam vrtel, pa si plačan imel, ker zdaj, pa se vidi, koliko je zdaj v današnjih časih z DJ-jem, DJ-stvom je. Kakšna je bila pa razlika recimo med študentskim, med štukom, pa potem recimo Fire, pa Memphis, recimo, ko so to le 3 lokacije, ko so iz 3 različnih regij, ne? Si opazil kakšno razliko? Pa ni, mislim, Memphis klub je bil specifičen, ker tam se je vrtela bolj hrvaška muzika, pa bolj stara muzika, ker je pač tudi lastnik bil tak in je prepariral na to, medtem ko v Fireju se je pač komerciala vrtela, mislim, bolj dance, tudi dosti slovenske, tudi pop vmes, pač tak mix. Štuk je bil pa mogoče, ne vem, da tam leta 2003-2004 je ful popularna rato R&B, tako da pač tam do 1-2 sem še jaz recimo bolj kot ne dance vrtel, bolj v tej smeri, mogoče tudi kakšne pop komade, pa sem pa face na pop vse skupaj šlo, Pa recimo na koncu, ne vem, ali pa mogoče da je se 2-2 že R&B, Vem, da na koncu pa leta 2005, je pa full house zrastel, House se je full spopulariziral, Jaz sem pa nehal na štuku, ker sem pač doštudiral, sem nehal vrteti tam, in pa jaz sem vmes dosti, ne vem, house plošč vrtel, recimo tudi imel sem eno rezidenco v Radičah, kjer sem enkrat na mesec vrtel, v Old Pubu, in jaz vem, recimo Radičani so mene za svojega vzeli, Jaz sem pač prišel dol, to je bilo tako fenomenalno, jaz sem prišel dol, jaz sem pač v zvočine isto pripeljal dol, ker pač dol je bilo, in sem prišel tja, so že punce plesale, še preden sem začel vrteti, sem tiste zvočnike na šrafu, prvo plato gor, to je bilo, rastor, to so bili vsi, ful dobri žuri so bili, pač imam tudi ful dobre spomine na Radiče, Spravo, to je bilo to nekje 2-5, ne? Po tvojem občutku, ne? Mislim, da je se Radiče, ja, v bistvu, ne, Radiče so se rodili, 2-4 sem jaz pač v okviru štuka šel vrteti na otok Obonjan, to je pač otok mladosti, in v bistvu sem bil najprej, da bi en teden vrtel, dol, ampak je bilo tako super, so bili tako zadovoljni za mene, da sem pa še kar za 14 dni podaljšal, tako da sem bil 3 tedne na tistem otoku. To so pač dijake študente vozili dol, je bilo to, ne vem, kaj pa vem, od 3 do 8 avtobusov študentov, je pa to bil v bistvu otok, na njega nismo mogli tako prijeti, pač je, ne vem, 4-krat na dan je tista ladica tja pelala, so te grupe prišle in tam smo imeli v zunaj en amfiteater, tak, bolj lep, to je bila diskoteka, čez dnev, podnevi smo imeli pa razno dogajanje, od, ne vem, košarke, fuzbal, aerobike, in pač tudi smo vem, ko smo imeli košarko, smo pač naredili tako malo R&B večer, pa smo imeli en dan, smo imeli slovenski večer, pa smo sam slovensko muziko vrteli, tako pač v tem smislu, Zvečer pa pač v tistem amfiteatru
In recimo tam sem spoznal pač tega šefa tega lokala dol iz Radeč in je on rekel, da ja bi prišel pač ti dol vrteti. In sem pač, pa sem prišel dol vrteti in je to pač vsak mesec enkrat vrtel pač dol. Kdaj te je pa v bistvu house začel, mislim, kje se je pa house začel, ne? Se pravi, že na tem prvem žuru, rojstnem dnevu? Ja, v bistvu pač, ko sem jaz gramofone kupil, sem se pač odločil, da bom na plošče vrtel sam izključno house. Pač vmes tudi, ko sem po partiji hodil, mi je bil čedalje bolj všeč pač ta house, ne vem. Vem, da tudi prvi mix, ko mislim, da še manj kak CD kje, Ne bomo, imaš kak link, bomo dali link noter? Del tega nimam, ker ni bil tek profesionalno. No, dobro. Drugič pa ja, na Mixcloudu najdete pač Bomo dali link. prek 80-90 mojih miksov. Prvi mix sem pač posnel s temi CD-playerji, tudi house, ampak zanimivo je pač jaz tak, od začetka ne veš, jaz sem tam radio verzije vrtel. In vse veš, koliko je radio verzije vrteta. Da to je bilo 20, ne vem koliko, 22 ali 23 komadov je bilo to zmiksano, zato ker so bile pač radio verzije v eni uri, pač CD je bil tudi 1 uro 10, ali koliko je bil dolgo. Kje si pa recimo potem musko dobival, recimo? Kako si prišel Pač do plat? od začetka sem rabljene kopal, pa smo pa v Mariboru sem se spoznal z Dan Dino, in on je že takrat iz Nemčije naročeval plošče in pa smo se zmenili, da je on pač v bistvu skupaj iz Nemčije, pa tudi še zdaj je isto, še zdaj v bistvu nas je par DJ-ja, ko pač naročimo skupaj plošče, takrat je bilo tako, da tudi je bila še celo carina, Ampak so se pa začele te internetne trgovine s ploščami, in smo pa pač naročevali enkrat na mesec, si šel tja, si poslušal, si naročil, njemu dal naročilo, pa je pa vse skupaj dol naročil, pa smo se stroške razdelili, tiste stroške pošiljanja, in to je to bilo, tako da smo v bistvu vse bolj kot ne iz Nemčije. Tako enkrat na mesec sem šel po nove plošče. Kje si pa selekcijo, recimo, kako si pa musko zbiral pa na podlagi? Plošče si poslušal tam na internetu, si imel pač komade in si poslušal. Na tak način si v bistvu... Kak je bilo všeč, si nabaval. Nisi recimo tudi s partijo, ki je zasledil, pa probo pol to najdi, če bi... Pa ne vem, ker s ploščami je tako, oni naredijo nek natis plošč in pol pač če ti tisti čas naročiš, boš imel tisto ploščo, če pa ne naročiš, če pa nisi naročil, vse tudi zdaj je tako, ne vem, če pa nisi naročil, pa nisi imel tiste plošče, recimo, ne vem, ful zanimivo mi je bilo, jaz sem, ne vem, so many times, vem, da sem v Radičah je že bil, meni že tek žvelčan komad, ko je prišel na radije, imel sem ga 1 leto pa pol prej. Prednji je na radije prišel, pa je hit tak rato, kakor je rato. Ampak pač mi je bil takrat všeč, pa sem ga kupil. In večkrat si imel, takrat je bilo tako, da si, najprej so pač bili komadi izdani na ploščah, šele pol so se lansirali na radijih, televizijih. V bistvu so ta prva izdaja je bila na ploščah in zato so tudi DJ-ji ful prej imeli musko, pa tudi ful prej trende delano. Pač, tudi vse, tudi pri house, pri vsaki muski je podobno. Zanimivo. Zdaj je pa glih kontra. Ja, imaš komade, pa naredijo. Mislim, ponavadi zdaj se tako bolj kot ne kompilacije delajo. Tedi so bili aktualni singli. Se pravi, v bistvu te prvi žur, ko si ga naredil v Lampi, Ja. kot rojsten dan, kak je pa pol v bistvu šla pot naprej, ker tukaj se recimo gleda na to, da je bil to verjetno prvi žur, ko si ga sam naredil, se pravi tako malo v tem večjem obsegu, pa tudi verjetno prvi house žur. Ja, prvi house žur. Pa tudi v bistvu, kako se ti je pa v bistvu pot potem zapeljala, da si šel bolj v house, ker
Srce ti bolj na house bije, ne? Ja, ne, se pravim, da ne vem, pa sem tukaj v Lampi vrtel enkrat na mesec house, pa ne vem, v Old Pubu sem vrtel enkrat na mesec house, pa kak DJ me je povabil, pač pa, ko smo se malo spoznali s temi DJ-ji, ne vem, parkrat me je brli, Ana. Potem sem tudi v Velenju se je Tehnologika ena društvo odprla, Ana. Sem z njim, pa sem pač smo žure delali skupaj, Ana. A ja, pa pač tudi sam sem delal kakšne žure, Ana. Ne vem, recimo, ne vem, z Rajho smo imeli Teddy Party House DJs, Ana, pač neko skupino, Ana. In pa sem tudi jaz, recimo za to, pa vem, da sem na Koroškem neki gor delal house partije. Palko, ne vem, recimo, ko sem pač nehal gor na Štuku, pa pač ne, sem se pa tudi takrat, ne vem, leta 2005 je house ful popularno rato, no. Pa sem bil v bistvu rezident dol v Radičah, pa tule v Šoštanju S-klub, kjer smo tudi delali, pač malo sem komercialo vrtel, malo sem house partije delal, Ana. Pol pa, čakaj, Jaga baba se je kasneje začela. Pa mislim, da 2005 je pa pač v Leplacu, sem spet jaz rojstni dan tam začel, pa smo tam, v bistvu sem tam pa žure začel delati v Leplacu, Ana. Pa to si v bistvu še zmeraj istočasno in komercialo in house. Ja, se pravim, da tam do 2.5 sem še komercialo vrtel, pa sem pa sam house vrtel. Od 2.5 do 2.10 sem večinoma pač sem šel tam pa tam na kak žur, kako komercial zvrteta, ampak sem imel nek odstek, toliko neko, ne vem, zmeraj sem imel 2, 3, 4, 5 špilov na mesec housea, da sem bolj kot ne s tem se bavil. Pač delal sem žure v Leplacu, tam sem še kak žur kje drugje naredil, pa kjer me je povabil še kam, in sem tako v bistvu, se pravi, od 2.5 do 2.10 sem bolj kot ne house vrtel, pa sem, ne vem, malo kasneje sem gor šel v Jaga babi, v Jaga babi bil, ne vem, 2 leta rezident, kjer sem tudi house vrtel, Tako da nekod se je to odpiralo, da sem skozi imel te špile. Pa skos na plošče, ne? Ja, mislim, takrat je pač prišel ta traktor Scratch ven, jaz sem nekje plošče bolj do 2.7 sem kupoval, potem, ko se je pa ta elektrostil začel, ko meni ni glih nekaj najbolj sedel, Vem, da recimo 2.5, 2.6 je bil ful popularen Latino house, ko je meni tudi ful sedel, Prej še bolj vokalen house, Pa se je pa začel ta Electro House z Davido Ghetto, pa sem rekel, to pa ne bom jaz več kupoval, In pa tudi, niti mi ni bila všeč tako muzika, tudi EDM še pol, še kasneje, In pa sem, ne vem, do 2.7 sem recimo kupoval plošče, pa pač vmes sem imel pač traktor Scratch, to je bila naprava, kjer ti je računalniški MP3 pretvorila na digitalno ploščo in si pač vrtel kot iz plošče, Tako da se lahko pa vrtel tudi čisto. Leplac, ne? Jaz mislim, da tega ne bi smela spustiti, ne? Da gremo Ja, malo v bolj bistvu podrobno, ker je bilo veliko teh. Leplac je pa tako bilo, da šef je takrat pač prej bil St. Peter's pub, pa je bila pač bolj juhu muzika, pa je pa naredil pač ta Leplac, ker je bil fancy koktejl bar, in tako od začetka se mi zdi, da ni neko tako zaživel, mogoče je bil preveč fancy za to okoliš, Pa sem pa jaz, ne vem, koliko smo sploh sodelovali, Ne vem, mislim, da smo, ne vem, nekod smo sodelovali, da mogoče, da sem vrtel, ali kako je bilo tam, pa sem se rekel isto, če bi lahko jaz rojstni dan tam praznoval, da bi pač par DJ-jev povabil, pač ljudi povabim, pa bi pač žur bil za odprto, pač naredili bomo neko reklamo, tam smo se nekaj zmenili za, da je on meni neko pijačo dal, ne vem celo, a je celo DJ plačal, ne vem, pojma nimam, v glavnem. In jaz sem imel, ne vem, povabljenih nekih 80 ljudi, itak sem vsakega, ko sem poznal, sem rekel, ja priješ,
bomo imeli žurko gor dol, vem, da to je bilo poleti. In je spet bilo isto. 80 povabljenih plus ne vem, 150 ljudi je bilo, pa tam 250 ljudi je bilo v Leplacu noter, pa ful fajni žur je bil, pač tedi smo že dost, tedi smo s tehnologiko sodelovali, tako da je dost bilo njihovi DJ-jev tudi, pa Dejan Din, je tudi vrtel, Oni so imeli bolj tehnologijo, bolj tehno, ne? Tehno, ja, oni so bili v bistvu tehno, ampak so tudi pač odprti, so bili za svojo elektroniko, pač bilo je par house DJ-jev, večinoma je bilo pa tehno DJ-jev, ampak sam sej, ne vem, na mojih, ko sem jaz delal, so vsi bolj house vrtela, pač sem pač jih povedal, vem, da Tomo je tedi pač bolj bil tehno DJ, ampak pač na mojem rojstnem dnevu je house vrtel. Kako se je pa v bistvu pol od tu naprej, ne, se pravi za Leplac, ne? Kako se je Ja, to razvilo? pa v bistvu smo ta žur naredili, pa je pač šef je videl, da nekaj mora narediti, da pač ne bo to laufal kar tako ob koktejlčkih, pa a veš, da samo ob sebe ni bilo niti ne. In pol sem jaz naredil drugi žur, ne vem, jeseni, ko je bilo spet ful, pa je on, pa se je dan zmenil, da bo ob sobotah pač imel on rezidenco, ob petkih smo pa pač par organizatorjev, ti si pol kasneje prišel, pač vem, da so bili te iz Zasavja, kaj so bili, X-Forum, Tim ali kaj so bili, DJ Pan, pa Blaž, pa tudi so delali žur, pa mi, pa mislim, da tudi Tedo, ne vem, a je on prišel kasneje, mislim, da je on malo kasneje prišel. Ja, Mariborčani so delali Furious, pa... Ja, vi ste pol kasneje prišli. V glavni od začetka vem, da sem jaz delal, pa da so tudi Zasavci delali, pa ne vem, a je še kjer delal, ali pa mogoče, da je bilo tudi v petkih, da še bil kar rezident. In to se je pol, ne vem, mi smo v parih mesecih je to bilo euforija, pač pa so vsi. Nekot se mi zdi, da je pol tista vsa celska scena, ker Escape je tedi že malo ugašal, in bowling je bil neki, ampak bowling je bila čist druga scena. Pa je nekot potegnal tudi dosti Celjanov, ta Šempeterov Leplac in je to, ne vem, da je bilo skozi polno. Petek, sobota je bilo to rastor. Na ta račun je pač cel Šempeter zaživel in ne vem, so še 2 lokala. Aha, ste se potem odprla 2 lokala še ali predtem? Ne, lokali so bili že vsi prej, ampak ne vem, da Salsa mislim, da je pol za Leplacu pač naredila žurko pač s komercialno glasbo. Pač Leplac je bil izključno house. Sam house je vrtel. Cer je house bil tedi ful komercialen tudi, zelo dosti ljudi, tedi je bil, se mi zdi, 2-5 je ful bil, je house komerciala rasla. Zelo dosti hitov je bilo iz housea. Salsa mislim, da je pol pač, ker je bilo pač toliko ljudi, imela DJ-ja noter, pa je bila komercialna muzika. Začel se je pa pač, ne vem, izba, ponovadi je bilo tako izba, salsa ali placa, Da pa je ko smo imeli radi house muziko, smo skozi bili v Leplacu, ne vem, smo kar preskočili tista, ko so pa pač prišli, so pa pač ta premik naredila, Vem, da salsa je od začetka sem do 2 delala, medtem ko Leplac pa je do 4 imel. Ja. Si pa si v bistvu bolj pogosto začel delati, kako je pol to izgledalo, se pravi si enkrat na mesec sem delal žuro v Leplacu. To je bilo to, okay. Enkrat na mesec, pa včasih sem še tako kar povabil, ne vem. Ne vem, se kdaj dejem. Mogoče, da sem tudi parkrat Dejana zamenjal. Sam ne da skrat. Pač, da reč pa tako, ja. Enkrat na mesec, nek budget smo imeli in smo pač DJ-je povabili. Ne vem, pa sem pač v Leplacu sem pa naredil, ne vem, mislim, da 17 žurov. To je bil ta legendarni Watch the Sunrise, ne? Ja, Watch the Sunrise, ja. Po Axwell. Po Axwell, ne? Ja, ampak je res super žuri so bili. Je pa pol tudi res, da pol, ko se je začela ta
bolj trda glasba, ne vem, elektro, ti si bil bolj ti, jaz sem pač bil, jaz sem imel dosti pač tega vokalnega housa, latino, no. Pol se je tudi mogoče malo manj je bilo zanimanja, ne vem, malo manj je bilo zanimanja in pol Ja, sem trendi šel. so se takrat obračali, ne? Ja, ja. Pol je v bistvu še minimal prišel vmes, pa Electro House pol naslednji, a ne. Tako v bistvu pol tam je bila neka mešanca, a ne, vsega, a ne. Ja, V ja. tistem obdobju pol do EDM-a, do 2008, 2009, a ne, pa se je pa tako šlo čist v EDM, a ne, Mm. pa te sfere, a ne. Saj so kakšne take prigode, recimo iz La Plaza, ko si jih recimo zapel, no, tako. Gledam, da je bilo veliko že- Prigod je dosti, ja. Ne vem, da smo s kolegi enkrat imeli tak, jaz sem še tada tudi igral z očeta, ne. In so kolegi, petek smo imeli žur v La Placu, ne, v soboto sem jaz z očetom šel špilat tam na neko martinovanje, ne, pa so tudi kolegi ki šli kar zraven, zraven, potem v nedeljo smo šli pa nazaj v La Plac, ga še malo žingata, ne. Recimo, tako je bilo kar zanimivo, no. Smo včasih imeli kar tak 3-dnevne turneje. Malo smo vmes spali, ali pa eni tudi ne, no. Jaz sem mogel, ja, tako je bilo kar zanimivo. Pa vem, takrat je bilo fajn, ne vem, bile so ful popularne havba partije, da si to prišel z avto tja, si odprl vrata, muzika šopala, pa si ga vzuni malo drinkov, ne, pa si šel pa naprej noter, ne. Ne vem, to je bilo tudi tako. Se mislim, da so še zdaj, ne. Ja, no, najverjetneje, da so, no, med Ja. mladimi. Ja. Ja, Zrče so bile tiste, ko smo bili mi skupaj pol takrat že, ne. Zrče so bile take, ne. Saj, zakaj pa misliš, da recimo se je recimo potem scena tako začela obračati, ne? A misliš, da povpraševanje ni bilo več tako, pa zakaj se misliš, da se je recimo potem skozi čas spet nazaj obrnil trend, a ne? Ker so ti valovi, a ne. Kako je tvoje mnenje, no, tako, da glasba tako niha, a ne, iz enega Ja, ne trenda vem, pa potem jaz nazaj. mislim, da pač, ne vem, pridejo kaki trendi, mogoče določeni ljudje se več ne vidijo v tem, a ne. Ne vem, jaz recimo pri sebi, a ne, meni recimo elektro, ajde, Benny Benassi, ki je bil Satisfaction, to je bil res wow, to je nekaj novega, a ne. Ampak pol mi je bila pa ta elektromuzika, enostavno mi ni ni mi imela neke take duše, ni mi bilo tako všeč, da bi to naprej, pač, da bi naprej to neko guro, a ne, kaj pa vem, in tudi pol EDM, ne vem, mogoče smo pač taka generacija več, meni je še zdaj všeč ta old school vokalen house, še zdaj v bistvu, zdaj sem bolj prešaltil v disco house, a ne, pač ko plošče kupujem, a ne. Ampak takrat pa, ne vem, pa tudi, ne vem, mogoče tudi se je malo spremenilo, ljudje niso več toliko začeli toliko ven hoditi, kaj pa vem. Ne vem, jaz recimo vem, kot študent sem zmeraj še imel toliko nekaj malega denarja, da si lahko šel ven, pa ne vem, takrat so še bile diskoteke, so še imele vstopnine pa to, a ne. Pol se je to kar enkrat obrnilo, ne vem. Mogoče tudi to je bilo, veliko je bilo tudi krivo, zakaj so diskoteke ugasnile, a ne, ker so pač pol imeli določen čas, je vsaka gostilna imela, vsak bar je imel DJ-ja pa žurka, a ne. To je tudi po mojem veliko vplivalo, ne. Ne vem, ali ljudje niso pač pol več znali ceniti. Po mojem je veliko je bilo s financami pač pokrito, a ne. Zdaj pa tudi, a veš, če ne vem, diskoteke niso več trendirale, a ne. In ne vem, pa recimo ne vem, kaj se je spremenilo v tem času, ne vem. Tam do ene, kaj pa vem, 2005, a ne, je bilo še zmeraj tako, da so DJ-ji nekako narekovali, kaj, a ne. Pol je pa prišel ta trend glasbenih želij, a ne, kaj je se na radiu poslušalo, a ne, ti se je vrtel, kontra je bilo, no, nekako, niso več diskoteke delale trendov, a ne, ampak je bilo kontra, so radiji delali, pa televizije trende, a ne. Ne vem.
Težko zdaj rečem, kaj se je vse skupaj. Vse skupaj se je obrnilo. Ljudje so drugačni bili. No. Ne vem, a veš, mogoče mi generacija 90 smo šele taki, da Pa na smo vsake se- toliko časa se dejansko obrne trend, ne, pa malo se zasiči, ljudje se naveličajo, ne. Pa Ja. potem v bistvu gre nazaj, ne. Pa tako, ne. Ja, jaz mislim, da ne vem, če gledam zdaj je pač problem, da vsak ima po mojem, vsak posluša lahko pač muziko, ko njemu neko dogaja, oziroma pač v tem smislu. No. In zdaj tudi, ne vem, ok, se jaz tudi nisem zdaj neki več v tem, zato ko pač vrtim po privat zabavah, no. Ampak tek se mi zdi, da vsak lahko posluša, itak pa ljudje, mladina, problem je v sebi, jaz mislim, da tudi zdaj bi še diskoteke laufale, če bi mladina ven hodila, no. Tako pa ne hodi, no. In enostavno je premalo, mi, kako bom rekel, stari žurerji, pa tudi ne moreš, če imaš družino, ki boš hodil, niti enkrat na mesec ne moreš iti, greš mogoče enkrat, dvakrat na leto ven, to je to, no. Ja, se je to v bistvu izziv vsakega obdobja, pa vsake generacije, ne. Tako da enostavno se pač prilagodiš, ne, če si lastnik nekega lokala, ne, da dejansko lahko sploh preživiš, ne. Danes mladi verjetno čisto drugače žurejo, ko so pa, ne. Seveda, ja, Tudi- se vidiš na, ne vem, recimo na velikih festivalih vidiš, no, kako včasih v 90-ih se je plesalo in skakalo, zdaj se pa s telefonim snema in objavlja na socialna omrežja, ne. To pač vidiš, kakva je razlika, no, pač. Dobro, ampak v tujini nekod še to zmerom vozijo, no, se mi zdi. Slovenija je pa tako majhna, da Kako vidiš ti, recimo doskrat greš tudi kak, ne vem, prej si razlagal, ko smo še bila izven etra, pa to, da si šel na apres-ski, ne. Kako Ja. to zgleda v tujini? Ne vem, greš doskrat kam ven, pa tako, kako vidiš primerjavo s tujino, pa recimo Slovenijo, tako se zelo omena. ja, ne vem, pač očitno je še dost mladih, ko pač posluša, oziroma pač ko posluša elektronsko glasbo, no, ne vem. Sej, mislim, konec koncev ti veliki elektronski festivali, še očitno še to deluje, sicer premalo hodim po tujini, ampak ne vem. Vem, da ne vem, te neke standardne države, ne vem, Nemčija, Anglija, tudi Amerika, Italija, še zmeraj so klubi, ko živijo, pa imajo neko, imaš ful izbire, kako glasbo boš šel poslušati, no. Medtem ko tole, ne vem, v Sloveniji je pa, ne vem, mladi zdaj, vem, ali poslušajo večina narodno zabavno glasbo, to pač periferija, mesta pa pač Balkana, no, ta novodobni. Se mi zdi, da ful malo mladih posluša, mislim, vse so tudi rockerji, ali pa pač da elektroniko poslušajo, samo se mi zdi, da to po mojem bolj mogoče zaradi skleda staršev, ne vem, ali koliko pridejo do te muzike. Mislim, vse izbira imajo, ampak tako se mi zdi, da Ja, tehno je v bistvu bolj v porastu, ne, ko pa... ja, zdaj je v Sloveniji, ne vem, jaz sem zadnjič bil vrtel gor na Kopah, in sem videl pač, bila je gor tudi Astera, ta novodobni tehno, meni sicer ne paše, ampak mladi pa očitno se je dost mladih najdlo v tem, no. Tako da, ne vem, se mi zdi, da v Sloveniji je zdajle kar ena taka par DJ-jev je slovenskih, ko furajo ta nekih novodobni, se ne vem, kako bi rekel, tudi zvrsti tehno, pa očitno mladi temu sledijo. Je pa res, da danes DJ ni biti tehničar, pa pač vedeti, kako muziko, ko gre skozi, danes DJ je biti vse druga, Na socialnih omrežjih moraš biti dober, in ne vem, pač v današnjem času ni težko ratati DJ, pač če znaš ti če obvladaš ti socialna omrežja, se vidimo, da en kup
DJ, ki je zdaj ratel kar tekle iz danč na noč, ne vem. Takrat, ko sem jaz bil, jaz vem, recimo preden sem imel prvi nastop tam v Lampi, sem eno leto doma skozi plate vrtel, treniral, da se lahko naučil. Pa še tako ni bilo, a veš, tisto, ko bi hotel, da je skupaj. Še tako ti je mimo letelo. Ja, v bistvu tehnologija je pomagala, ne? Ja, Definitivno seveda. olajšala marsikaj, ne? Tako da vse je. Saj kako si pa v bistvu potem šel v organizacijskih vodah, recimo si pol dolg časa ostal, kako je to izgleda? Mislim, tako si še pol kje drugje organiziral žure, ali samo na placu, ali kako je to izgleda? Mislim, pač skozi nekaj organiziral. Pač tam, ko sem house vrtel, si mogel pač tudi organizirati. Jaz nisem bil nikoli producent, ker pač nisem neko časa si za to vzel. In pač si mogel pač biti organizator zabav, da ne vem. Je pa res, ne vem, to je bilo tam do 2010, pol 2010 sem pa spet nazaj prišel tu na komercialo, ker pač ni bilo več špilov toliko z houseom in vse skupaj. Sem imel tam pa tam še kak špil, in pa sem začel nazaj komercialno glasbo vrteti, pol tudi malo bolj začel po privat zabavah. Zdaj pa tek večinoma sam privat zabave. Kje pa misliš, da se je obrnil ta trend? Zakaj misliš, da se je obrnil ta trend, da je povpraševanje po privat zabavah bistveno večje kot pa recimo po javnih dogodkih? Ker včasih so bile vsaka, tako si prej rekel, vsaka gostilna, vsaka štarija je imela svojega DJ-ja, svoje partine. Potem zdaj so pa v bistvu teh privat zabav. Jaz mislim, da zdaj pač ni več, ne vem, zdaj ni več toliko tega, pač teh, da greš ven in pač vsak, ko ima neko okroglo obletnico, tudi zdaj so generacije, ko smo mi bili mladi, imajo, ne vem, 40-ke, 50-ke, bom rekel, tudi mogoče 30-ke, ampak večinoma 40-ke, 50-ke, se pravi, to so generacije, ne ko bi sam poslušale narodno zabavno muziko, ampak bi poslušale pač vse, mislim vse. A veš, od do, različno. Pač muzika, ko se je tedi vrtela, in zato jaz tudi mislim, da pač zdaj je dosti tih privat, kako pač vsak, pač kjeri naredijo rojstni dan, povabijo tudi DJ-ja, ali pa tudi, ne vem, včasih se je bolj na teh Abrahamih bolj bende povabili, zdaj se pa pač mogoče tudi DJ-je za te rojstne dneve obrne. Isto je mogoče s porokama. Na porokih tudi mogoče si želijo malo bolj širšo muziko, in zato povabijo DJ-ja, ker lahko pač ima širok spekter muzike. Pa se dosti pojavljajo tudi še bendi, pa tako zraven? Pa ne, jaz mislim, da še zmeram, na porokih je še zmeram tako, koliko se pogovarjam, 70% so bendi, 30% pa DJ-ja. Mogoče DJ-je pokrivam bolj tiste manjše poroke, internacionalne poroke, ali pa poroke pač, kjer hočejo imeti točno, ne vem, da hoče imeti, ne vem, recimo house muziko, ali pa da, ne vem, je nevesta rockerca, on je pa dancer, pa bi imeli vsega, veš, pomalimo. Da nekaj krmariš, ker koncev bendi so le omejeni z nekim repertoarjem. Da pa, ne vem, ali dobiš bend, ko špilejo sam narodnjaki, pa hrvaški, ali dobiš bolj rockerski, pop-rockerski bend. Tako je, DJ pa pač se lahko hitro prilagodimo. Tudi lahko vrtiš karkoli ti reče. Pa misliš, da se je v bistvu takrat, ko je bilo recimo nekako šlo v Electro House, pa to, da se je takrat začel zaključevati ta trend dogodkov, ko so bili recimo odprti, mislim pač za vse? Ali še kasneje? Ali... Ne vem, ja, težko rečem to. Jaz mislim, da je bilo to vse skupek. Ne vem, pač parti, jaz vem, da eno obdobje je bilo preveč partijo, da je to, in pa je bil folk mogoče preveč razpršen,
Pol pa te veliki partiji so tudi zgubljali, ker pač niso bili rentabilni in enostavno pol niso več delali partijo po Sloveniji. No. Zdaj, če ni nekih velikih partijev, tudi pol vse ostalo ne živi. No. Ne vem, tek se mi zdi. No. Vem, da eno obdobje so neke delali določene partije, pa ni to in pol je to vse skupaj dol padlo. Vem pa tudi, da je, ne vem. Mogoče so, vem, da so določeni ljudje tudi to delali, da je bilo to, vse je bilo kar naenkrat vse, mislim, zastonj, na pol zastonj, tako bom rekel. No. In pa ljudje niso več tudi hoteli niti ne plačati vstopnine za... Da si imel to občutek, da se je to začelo dogajati? Kaj pa vem, pol tam, ne vem, po 2014, 2015, ne vem, bolj kasneje. No. Ker Plac je bil brez vstopnine, ne? Ja, tam je bilo brez vstopnine, ampak se vem, da tisto obdobje je bilo, zakaj je bilo brez vstopnine? Tisto obdobje se je glih začelo to, ko so po vseh gostilnih začeli neke žure delati. No. A veš, ne vem. Prej, ne vem, pred Leplacem je bil Escape, kjer se mi zdi, da je bila bolj kot ne vstopnina. Ne vem, Bowling, ne vem, če je imel skozi vstopnina. Bowling je imel za dogodke, mislim, da vstopnina. Okay. Če je imel kak band ali pa kakega DJ-ja, kako DJ-ko. Ne vem. Mislim, se ne spomnim tako bowlinga. Ja, vem, ampak mislim, da bowling je bil pač, je bil kak gost, je bila vstopnina, drugič pa tudi ni bila. Koliko so pa te mali, ne vem, tule, vse vem, Salsa, Leplac, tudi Corner, pa še veliko kakih gostiln, ko niso tek redno delali, no, so bili pa vsi neki manjši placi, brez vstopnine, ne vem. Pa po mojem je, folk je šel tja, zato ko je bilo masa pripeljena. Ne vem, je bilo veliko ljudi in se tudi ne vem, recimo tudi v Leplacu vem, da kar nekaj ljudi ni tja prišlo zglih zaradi muzike, ne? Ampak je prišlo zato, ko je bilo ljudi dost, pa tako, no, se mi zdi, no. Zakaj pa misliš, da je v bistvu pol tudi Leplac recimo zaključil, kaj je tvoje mnenje? Ne vem. Ni pač, ni več bilo tizga, kaj pa vem. Ljudje so nehali hoditi, ne vem. Ne vem, ali se je izpel, kaj pa vem, ne vem. Tudi mogoče ni bilo volje več pri vodstvu, kaj pa vem, ne vem. Ti si bil bolj pri koncu, Leplaca Ja, zraven. ti si res, ja. Ne, smisel, čakaj, a veš, to se pa ne spomnim, a si bil ti tudi takrat še zraven, ali ne, v bistvu, kot 2008 se je v bistvu bolj kot ne zaključovala zgodba, ne? Ja. Zdaj pa ne vem, si še ti 2008 še delal, ali nisi? Ne vem, vem, da so še pol delali za menoj, eno leto so še delali žure za menoj, no. Jaz pol nisem, jaz sem mogoče pol zadnja dva partija niste tek dole, da uspela, tudi ne, pa sem pol rekel, ne bom več delal, veš, Ja, takrat je bilo v bistvu pol druga muzika, tudi ne drugačen Ja, stil, ja. ampak- Pač tedi se je pač tisti elektro začel dvigovati, no. Ampak pa na koncu je vse skupaj počasi nehalo. Pa so bile še tudi druge zadeve, mislim, ne vem. Točno se ne spomnim, za kva je pač nehalo, ampak ne vem, ni na koncu bila nekaj tudi, da so začeli neki z vstopnino. Ja, mislim, tisto, kar jaz se spomnim, mislim, nisem vedel, ali si bil ti tudi čisto na koncu zraven, to se pa ne spomnim, ker mi smo se v bistvu potem nekako začeli družiti, no. Mi se še v času Leplaca smo se po moje malo zgrešili, kako je bilo to, no. Pa ja, vse smo vedeli za enega drugega. Ja, samo ampak pač- nismo pa hengali. No. Vem, da Smo smo se en pa žur družili. skupaj naredili, neki. Ko sem jaz vse Resident Devil, ko sem jaz delal Aha, žure, ja. pa so Ja, pa to se vse spomnim, tisti, ja. ko so v Leplacu delali Ja, žure, ja. ne vem, ti pa Tedo, pa Ja, Dejan, ja, pa jaz, ja. pa še kjer bil zraven. Ja, to Pa se mislim, da tudi, no. to se pa Smo spomnim. nek žur naredili tako skupno. Ja. Tako da smo v bistvu še nekaj časa smo skupaj delali. Sam vem, da ti si še pol dlje, ti si kasneje začel, pa si pol še malo dlje, jaz pa pol nisem več
Ja, Andrej je v bistvu začel te večje evente delati, to je res ne, in se je v bistvu pol tam, je bil fokus tam, ne. Zelo da je tudi bilo kaj strani dovoljen ali pa kaj tazga, da krajevna skupnost ni več dovoljevala tam, ker je bil kar kaos v Šempetru, ne. Svoj čas, pač ne vem, Andrej bi to najbolj vedel, ne, zakaj je to prišlo do tega, ne. En od razlogov je bil, da pač ne bi, vstopnina se je začela pač To vem, da je bila pol enkrat. Ja, da so Andrej je pol dal v začeli- bistvu, Andrej je v bistvu predjeval budžet, a ne, se Ja. pravi je vsakmu DJ-ju, ko je bil kot organizator, je dal budžet, a ne, s tistim budžetom si v bistvu razpolagal, a ne. Pa je pa v bistvu na neki točki prišel do sklepa, da v bistvu budžeta ne bo več delal in da se iz vstopnin pokrivamo, a ne. Ampak lokal celo obdobje ni delal z vstopnino, a ne. In takoj, ko se je dala vstopnina, se je v bistvu tudi kar hitro zaključilo, ne. Tako da to je bilo 2-3 evente, pa je bila zgodba zaključena, ne. Tako da je bilo kar, ja, to je bil v bistvu konec La Placa, ne. Nažalost pač, je pa tudi res, da ne vem tudi recimo v 90-ih je tudi bila vsaka diskoteka. Je delala 2-3 leta, po se je pa nekaj druga odprl, pa je se folk prestal drugama, ne. Tek je bilo, ne vem, res tako kjera diskoteka je bila to, da je to, da, ne vem, delala ful dolgo pa ful uspešno, no. Mogoče da par diskotek je takih, ne, ko so uspele, no, da so imele toliko, da ni bilo takega paca, da se pol ne bi, ker enostavno, če ni ljudi, ne moreš, kaj češ pol delati. Ja, saj to gre z roko v roki, a ne. Ja. Ja. Pa se je pa v bistvu en tak gap naredil, a ne, se pravi, nič kaj nekega velikega dogajanja ni bilo, a ne. Se pravi Escape, pa La Plac sta se zaključila, a ne. Ni bilo par let Escape no- se je že prej zaključil. Aha, Escape se je že prej. Ja, ne, v bistvu Escape je delal, dokler ni Bowling začel delati, no. Ali se je nek od folk malo na Bowling, sicer je Bowling je bil čist druga klientela, pač druga zgodba, ni bila. Escape je vseeno delal malo bolj klubsko glasbo, no. Bowling je pa imel pač nek, kaj pa vem, bolj pop, no. Ja, bom rekel, komerciala, ja, čisto. komerciala, no. Ja. In ne vem, pol, ko je, ne vem, pol je v bistvu Escape je ugasnil, se je La Plac odprl, pa Bowling se je odprl, no. Pa je pač ta La Plac 3 leta, ne vem, kako dolgo delal, no. Pa mislim, da Bowling je še en cajt pol delal, če se ne motim. Ampak se ga pol tudi ni več pol to bilo. Zaradi razloga, da ker je pač se ta elektronski gap naredil v tej Savinjski regiji, a ne, je pa v bistvu potem Zipper nastal, ne. To si že na začetku omenil, a ne. Ja. Takrat se je po bistvu ta zgodba začela, a ne. Recimo, daj iz svoje perspektive, recimo povej, kako si ti videl to zgodbo, no. Še ne vem, kdaj smo mi to, 2015. 2015, ja. Kako si recimo ti videl, recimo Pa mi to, smo tako- pač, vse veš, da mi smo skupaj pač Ja. prišli, pa smo rekli, da bomo naredili en žur za kolege, jaz, ti in TJ, in smo v bistvu na prvem Zipperju mi dva vrtela, pa kolege povabili, bilo nas je 30, fajn smo se imeli, pa iz tega smo začeli malo več pač eno zgodbo palata, no, da smo pa vsako naslednjo žurko smo pač vsako nekaj malo več dala, no, pač. Se pravi, bi lahko rekli, da smo bili mi kreatorji privat zabavne. Ja. Ja. So pač spodbujali privat zabave, ne. Ne, se privat zabave so bile že tak, Ja, se vem. tako. vse skozi, ampak ne vem, mi smo delali nek tak, se pravim, da tedi ni bilo tega hausa, sploh ni bilo nekaj, no. Ne vem, od 2010 do 2015 je bilo tako mrtvilo, se mi zdi, no. Sploh pač tule na Celjskem območju. Vse so bili neki žuri pa to, no. Pa smo pa, ne vem, mi začeli malo delati za svoje veselje, pa se je pa malo to odprlo. Zdaj pa smo tam, kjer smo. Ja. Ja. Ja, pa ne vem, med korone je to malo bolj sicer, ne smemo praviti. Laufala, ne. No, saj smo imeli po pravilih Po korone je pa PCT-ja, pač malo kam, ja.
Vse smo imeli po pravilih PCT, Ja. tisto, ko je bil bolan, pač nismo prijeti. Pač probamo, vseeno, če se probamo, malo trudimo, da neka ta scena še živi, no, kakor tokno. Ja, v bistvu se elektronska scena pač ima ta nihanja, ne, ki ima sicer, meni je v bistvu bolj fascinantno, ne, kako se trendi spreminjajo, pa na kak način v bistvu nekaj zraste, pa potem, v bistvu predvsem po hitrosti, po BPM-ih, po kako bi rekel, polnosti glasbe, a ne, se pravi, kako dinamiko ima glasba, a ne. Zdaj je bilo neko obdobje, ko je v bistvu bil house bolj priljubljen, a ne, se pravi bolj tak, a ne. Zdaj se spet nazaj vrača v ta nek tehno, pa ima bolj tako, ne vem, a ti vidiš kaj drugače to? Ne vem, mislim, kako bom rekel, recimo mene je ful zanimiv Maribor, no. Maribor je bil zmeraj bolj tehno, no. Ampak zdaj so se neke 3 ekipe gor najdle, ko vsaka dela neki, no, ne vem, jaz sem bil glih pred novim letom na enem žuru, noro, po dolgim času sem bil na enem žuru, ko je bilo gužva na house partiju, res gužva, no. Pač združile so se 2 ekipe, DJ-ev, ajde sicer je imel pač en Maribor DJ Omi je imel tudi rojsten dan, no, pa bila je neka angliška pevka je prišla dol, no. Ampak to res fascinantno, mislim, bil sem presenečen, da gor toliko laufa house, no, ko nikoli ni bil nek. Maribor je bil zmeraj znan bolj po trših ritmih. Ne vem, recimo, če smo tek bili, bom rekel, tam lepo 2-5 ali pa od kar se je elektronika zrela, Celje je bila bolj houserska, ne. Maribor je bil bolj tehno, Koroška tudi tehno, ne. Ljubljana je bila tudi mogoče bolj houserska, ne. Primorje, ajde, Primorje je imela vse, ampak se mi zdi, da mogoče tudi malo bolj houserska, ne. Ampak zdaj se, ne vem, v Mariboru se ekipe trudijo, pa delajo te žure, ne, in očitno folk je tudi malo sprejel to, ne. Da, ne vem, se pravim, da jaz sem bil zelo presenečen, po dolgem času sem bil na enem house žuru, ker je bila gužva, dobesedno gužva, res ljudi je bilo prevč, bi rekel, ne. Ampak očitno delajo dobro Mariborčani in zato je to tako, ne. Mogoče, da se pač na tisti, pa se mislim, da tudi imajo druge žure, ko imajo dobro, ko imajo kar v redu, imajo neko klientelo in da v redu laufajo, no. Pa to zaradi tega, ker je v bistvu tam več klubov pa lokalov, kot to recimo lahko furajo, ali je Ne, jaz mislim, da je to zgeneriralo, ker so pač te ekipe, ko delajo neko kontinuiteto, no. Ne vem, a veš, vse imajo, mogoče lahko grejo enkrat ali pa 2-krat na mesec ven na te house partije, ne. Vse, in enostavno potem ljudje hodijo na to. Ne vem, ne znam se drugače obrazlagati. Po mojem, da je to, no. Ne vem, a veš, pa očitno že dosti dobro delajo, ne vem, a veš. Mislim, vse pravim, da jaz sem bil zelo pozitivno presenečen, no. Da, saj res, pač mogoče se je vse poklapalo tudi tedi, no. Bilo je Martinovo, bilo je pač, plac je bil v kleti noter, v Vinagovi kleti, no. Najverjetneje, da, a veš, imeli so naprej že toliko nekih kart prodan, tudi po mojem je bilo povabljenih dosti ljudi, no. Sem se, tako, zelo sem bil presenečen, pa tako, res, dober house, malo, tak, bom rekel, ne vem, tako Angleži furajo zdaj Glitterbox, no, recimo v tej smeri, no. Taka muzika je bila, pač, kar meni je bilo tudi ful všeč, no. Ja, se je bila dosti starejša publika, ne? Ja. Ja, se v bistvu za take dogodke, pa za starejšo publiko se morajo datumi poklopiti, ne. Datum je bil tako vedno eden izmed dejavnikov, a ne, da si v bistvu. Ja, ne vem, no. Ne, se prav. Mislim, ne vem, ampak tako se mi zdi, da tudi drugi žuri tako vidim, da delajo. Da fantje dobro delajo, pa se potrudijo, pa da to gre, no. Ja, se gor v bistvu, gor so 3-4 prostori, mislim pač infrastruktura je, ne. Ker recimo tukaj, če v Savinjski konec pogledaš, ali Celje, ima mansion, a ne.
To je recimo eden izmed prostorov, pa mislim, da je že kar počas zaključena zgodba. Ne. Tak Celje nimam niti neke velike infrastrukture, da bi zdaj dejansko lahko kaj več delala. Ne. Vse ostalo so v bistvu lokali, ne. Ni klubov, ne, po eni strani. Ne. Tako da, to je recimo ena izmed opask, ne. Recimo, ko takole pogledaš. Ne. Vse ostalo so lokali. Ja, ne vem. Ja. Vsekako pa recimo gledaš na razvoj glasbe, a ne? Recimo tako zdaj v prihodnje, ne? Rečemo, ne vem, glede na to, da zdaj smo na neki presečnici pač umetne inteligence in vseh teh tehnologij, ki prihajajo, a ne? Kako vidiš, kako bi se glasba naj razvijala v naprej, a ne? Glede na to, da veliko vrtiš glasbo, pa da veliko spremljaš, a ne? Ne vem, ne znam ti zdaj povedati. Nisem niti ne, pač niti ne vem, kakšne komade, ne uporabljam tukaj. Veš, in se pravim, jaz mogoče zdaj večinoma vrtim privat zabave, kjer se posluša bolj kot ena stara glasba. Ni nič kaj, nekih smernic, nekih nove tople vode izumljaš. Se mi zdi, da pač loviš tisto glasbo mladosti, njihove mladosti in s tem delaš žura. Kar se tiče pa nove glasbe, ne vem, komercialna glasba se mi zdi, da itak je vse 100-krat obrnjena. Stara muzika pač nekaj novega dodaj, to je to. Zdaj se mi res zdi, da bom rekel, kaj pa vem, zadnjih 5 letih ni bilo nekega hita, ko bi rekel, wow, to je pa nekaj novega. Sej, jaz se tudi zavezam, tudi house včasih je bil 80% iz diska narejen. Sploh recimo zdaj, ko jaz poslušam, pač kupujem pač ta disco house, pa sem že včasih imel kakšne stare plate, pa dobim kak disko komad, pa rečem, tale komad je pa iz tega komada narejen, pa vidiš, da je bila, pač ne vem, mislim, da house tek izvira iz diska, to so pač pol naredili, da je bilo postrukturirano, ne vem, recimo mi je pa zanimivo, da so Angleži, s tem neko mešanco diska, housea, modernega vokalnega housea, ful naredili neko dobro sceno in tudi ful, ne vem, ti poznaš malo bolj Defected, in ne vem, Glitterbox se mi zdi, da mogoče je res, da je bolj pali pri tej malo starejši publiki, ampak očitno je to ful zrastlo, ful imajo ljudje radi, tudi v Angliji klubi s to glasbo ful laufajo. Ampak prej si rekel, da si šel bolj v disko sceno, kar se plat tiče, pa tako naprej. Ja, mislim, disco house. Disco Če house, zmeram je house, Ja, ampak okay. kaj pomeni disco house? Pač to je večinoma so disco komadi predelani v nove remikse. Mislim, Okay. tako. Okay. Kako to, da te sem, recimo, tak prej si bil, na začetku si rekel, da ti je bilo v bistvu malo latino všeč, ne, v tistem nekem obdobju, ne, zdaj ti je recimo bolj ta... Pa še ni, jaz imam skozi rad vokalno muziko, se pravi polno, ne neki, ne vem, minimalistično, to meni ni všeč. Jaz imam rad bolj melodičen house. Skozi, pri meni ni mogoče toliko pomemben bas, kak je, pa koga bo to rušilo. Meni je bolj melodika všeč noter v glasbi. Zdaj pa ne vem, ali so to inštrumenti, ali so to vokali, tako. In v bistvu disko je bil še to naravn nek sound, ko so pač vse na inštrumente igrali, pač pa je prišel pa pač house ven, iz tega diska, pač vem, te pionirji house muzike so v bistvu tako naredili, da so pol neki posemplali pa gor, pa malo disko zadaj, pa je vse to začelo, vse skupaj.
Um, zdaj pa tako, recimo, ne vem, lahko povem, jaz sem začel plošče nazaj kupovati ene 2018 leta. No. In kaj je bilo to? To je mogoče bilo 2, 3 albumi, ko so tistim letom bili izdani. In je bilo, kar je bilo meni všeč. A veš, pa ne vem, neko recimo ta kultura vinilnih plošč se mi zdi, da pa je zdaj, veš, vmes je bilo tisto, da čim bolj, dajmo dostopati čim bolj na easy z muziko, pač imaš te programe, ko je bila muzika naložena, pa ti lahko dostopaš. Zdaj se je pa kultura plošč obrnila, ne vem, bom rekel, recimo, bom tako začel, 2018 so bile 3 plašče, pa 2019 mogoče pokupil, kaj pa vem, 8-9 plošč. 2020 je že bilo ful več. In to je zdaj je pa v bistvu kar dost muzike, dobre muzike, mislim, ko je meni všeč, ko se je da kupiti. Zdaj ne vem, mogoče kupim na leto, kaj pa vem, 50 plošč, recimo. Čisto odvisno. Koliko je pride, pa koliko mi je všeč, pa tudi ko grem na net, pa pogledam, ker včasih je tudi tako, se mi zdi, da ko poslušaš tam plošče, v kakšne volje si, ne vem, ti eni komadi ful všeč, pa dobiš ploščo doma, pa misliš, pa kva sem to kupil, čeprav ne vem, se mi zdi, da zmeram še toliko neko selekcioniram, konec koncev plošča ni poceni, zdaj je trenutna cena 15 do 20 evrov za eno ploščo, pač na singlih, in itak, da ne boš šel ti nekega krepa kupovati tam, pa boš denar stran metal. In ja, zdaj pač te plošče so pa, zdaj je ful aktualno, ne vem, da tam vmes se je res samo underground muzika še štancala na ploščih, nič druga, te neki techno DJ-ji ali pa neki underground DJ-ji, ko so pač vrtel še iz plošč, je še bilo, vse ostale muzike pa ni bilo. Zdaj pa je boom to ratal in zdaj je pač, vem, da je kar problem tudi dobiti nekega, kot ti natisne. Vem, da včasih, ne vem, tam mogoče pred 2 so bile mogoče 3 tiskarne, pa zdaj jih je pa po mojem že spet ful. Ker pač povpraševanje, tudi stare, ne vem, rock, to je, so po natisi, tudi novi bendi izdaja zdaj na ploščem, nekaj se mi zdi, da je to kar trendi ratalo. Se pravi, se ti zdi, da je trend v bistvu bolj. Ja, trenutno je, mislim trend, ja, pač, lej, se to je zmeram, ponudba povpraševanje. Očitno ljudje zdaj to kupujejo in to gre in pač zato tudi tiska je toliko več. Pa to isto muziko se da dobiti tudi izven plošče ali je to v bistvu čist... Ne, da se izven plošče. Vse je ponovadi digital tudi. Se pravim, da zdaj je tek pač, ko sem prej rekel, včasih, ne vem, tam da pet si dobil najprej na plošči komad, pa je pa rato hit čez 1 leto, zdaj pa pač vzide komad ven. Pa ga dobiš na kaki kompilaciji, mogoče čez 4-5 mesecev, pol leta. Ja, se pravi, v bistvu bolj ljubiteljsko zdaj to, tako collectible, zbirateljstvo. Ja, mislim, itak vse skozi zbirateljstvo, da boš tega se živel, sorry, mislim. In meni je fajn na plošče vrteti, ker se mi zdi, zmeraj imam nek občutek, da tisto muziko tam držim, pa da, a veš, pa ti jo sinkaš. Mislim, jaz vrtim komercialo z CD-playerja, oziroma pač CD-player, s kontrolerja. Tam ni neke umetnosti. A veš. Hiter ti dolg čas raz. Tukaj pa vseeno nekaj poslušaš na ušesa, v DR, poslušaš, a je v redu komata, ni, primeš ploščo, vse moraš se dosti, ne vem, jaz če grem na nastop, ko house vrtim, se moram doma dosti bolj pripravljati, ker pa pač. Mislim, se tudi verjamem, da tudi, če imaš ti nek usmerjen set, si moraš pripraviti komade doma, kaj boš vrtel približno. Ampak tukaj moraš pa vedeti, kje so prehodi, koliko približno gre. Tudi kakšni komadi skupaj ne paše, ker določeni komadi ne grejo skupaj.
In je tako, ne vem, drugačen, meni je na plate mi je ful fajn vrteti, onako. Drugačen feeling je, no, kakor pa tudi, ne vem, res, včasih, ko sem, ne vem, prejšnjo obdobje sem jaz točno vedel za vsako plačo, kjer komati, kje je, no. Se zdaj nimam več časa to poslušati, nažalost, no. Ampak res si vedel, ne vem, če grem molje se vrteti, še zdaj vem, tudi kak underground komad, ko ni tako poznan, na kateri plošči je, no. Tam v tem MP3, recimo jaz priznam, ko sem vrtel Final Scratch, no, jaz sem se, ja veš, tisti komad enkrat si zarolal na tistim partija, pa si ga pa pozabil. Pa nisi več vedel, kako za kje, no. No, ker včasih so še playliste ostale, no. Pač zdaj, ko sem komp za mejo, ni več playlista, no. Veš, tako je, no. Ja, tam si primo, ne? Tam primeš ploščo v roke, si zapolniš. Ja, pa nek label je gor, vse je neki gor natisnjen, je drugačno, nek pač, to je nek Spomin je močnejši, ne? Ja. Izdelek je, no. Jaz recimo si ful težko zapomnim izvajalce pa naslove, no, ki so, no. Pač vizualno pa slušno si pa vem, kjer komad je, kak komad je, no. Zdaj ne vem, a ti, ko vrtiš toto glasbo, veš točno vse, kje komadi so kje. Ja, pa. Ne, ker je muske čist preveč, ne? Ja, recimo, pa tudi recimo jaz tek, ne vem, pač zdaj imam nabor tistih plošč, kar jih imam, no. Skozi jih pač malo updatam, no. In se mi zdi, pač lej, mogoče ne vrtim najbolj novejšo muziko, no, ampak je pa dobra muzika, no. To je point, no. Da vem, da so dobri komadi, a veš, da se probam, ne, da se ponavljam zdaj na vsak, mislim, tek ali tek ne vrtim toliko veliko na teh žurih, no. Da bi si ene rekel, da ima pa isti set, kakor ga bi imel tam, no. Ampak se probam pa tudi ne ponavljati, da bom zdaj čisto iste sete vrtel na dveh žurih. Je pa konec koncev res, no, da mogoče doma se pripravim, meni set vrtel, pa vidim, da mogoče ljudje, ne vem, to je recimo imamo komercialne DJ-je vse pa, no. Jaz sem žalosten, če tam vidim, da ljudi ne plešajo. Ali pa, a veš, ali da saj nekaj opaziš, a veš, da malo tega dela, ali pa da se malo zapoje, ali pa nekaj, no. Ja, Probam nekaj. Pa nekaj narobe delaš, ne? Ja, tako ja, itak da, pač mi smo DJ-ji, smo malo psihologi zraven, veš, da Kako se pa soočaš s tem, ne? Se pravi, kako gledaš na plesišče, ne? Pa kako se odločaš, kdaj bo naslednji, pa zakaj naslednji komad, pa tako, kako to... Mislim, jaz recimo, ne vem, ko komercialo vrtim, no, tam pač, ne vem, ponavadi me dajo tek neke napotke, kaj bi se naj tam vrtela, no. Ne vem, ali dajo žanre ali kako tako, no, pa pač začnem s tisto muziko, a veš, pa malo, prvo urco malo probujem, dam malo tete, malo tretje, pa vidim, kako se odzove, no. In enostavno pol, ko vidim, da zagrabijo tiste, pač pol tiste nekaj časa probam držati. Je pa tako itak, da na žurki so tudi spolni popaci, ne more biti skozi zdaj, wow. Redko kjer žur je res tako, da boš rekel, da je pa skozi bilo top of top, no. Čeprav recimo, ne vem, meni se tudi skoraj ne naredi, da grem vrteti, pa da ne bi folk plesal. Včasih se pač naredi, da ne vem, pleše jih sam mogoče, kaj pa vem, 3, 4, 5 parov, no. Včasih vsi plešejo, a veš. Imaš pa itak neke finte, ko jih probaš zmotivirati s tistim fintam, da jih pridobiš gor, no. Kakve pa imaš finte? Ja, to pa skrivnost, le. Ne vem, le, ne. Ja, kako pa se z glasbenim željem recimo soočaš? Pač jaz načeloma dam glasbeno željo, ampak jo zavrtim, ko spada, ne vem. Zdaj primer, če mi ne reče tam za neko narodno zabavno, vrtim pa tam nek dance, bom pač, ne vem, čez 20 minut, ko bom mogoče tam, če so ljudje taki, če pa nek komad, ko pa ne gre nikakor, ne,
ko precenem, a veš, ker en ti tudi prije tam, pa reče, daj mi tole pa tole, a ne. Itak ne poznaš niti, ne, pa greš poslušati. Pa si misliš, what the fuck, a ne, to itak veš, da bo ubil. Mislim, toliko dolgo sem DJ, da znam preceniti, kjer komad bo šel čez, kjer komad pa ne bo šel čez, a ne. Ker konc koncev ti moraš gledati, ne da zadovoljiš tistega enega posameznika, ko bo prišel tam z glasbeno šolo, z željo, a ne. Ampak da zadovoljiš eno široko publiko, a ne. So bili kakšni ekstremi, ko si jih dobil? A za glasbene želje? Ja. Ja, to zmeram dobiš. Naprimer. Ne vem, ne spomnim se. A, To so po mojem pač neki komadi, ko niso poznani, enostavno niso poznani, a veš. Mislim, je pa včasih pa tudi mogoče kak komad pa preseneti, da ne vem, da je družba, ko jih druži na nek tisk komad, pa ti misliš, okej, kaj bo zdaj to, no. Ne vem, recimo, primer zanj sem bil na eni privat zabavi, a ne. Pa je on, ko sem njega spraševal, kaj bi ti poslušal, pa reče, ja, kure, jaz sem Prodigy včasih rad poslušal, sam ne to vrtet, ko mogoče, ker pač ta moja družba pa ne bo glih to tek sprejela, ne. In ko je pa bilo, najbolj so skakali na Prodigy, ne. A veš, pa pride en drug, pa reče, a veš, mi smo bili na koncertu Rammsteinu, a bi dal še to gor, ne. Pa veš, pa je okej. Sem rekel, ajde, vred, da bom probal. Vržem ti zgor. A veš, bili so v moodu, folk je spet skakal gor. In a veš, prej sem vrtel, ne vem, 1 uro tiste ala stari dance, sam da ga je švas ali pa so skakali, ne. Pa sem pa 1 uro roka vrtel, pa so spet skakali, ker jim je bilo pa spet fajn, ker pač imajo neke skupne spomine, a veš, ker mi je, ne vem, a veš, pač imajo neke skupne spomine in jim je to ful fajn, ne. Pa se ne bi mislil, da to, da bo podoben folk na tako različno muziko plesal. Je pa res, da veš, da je pač nekaj tudi alkohol naredi, ne. Da se... ja. Da se te sprosti, ne? Ja, pač, a veš, da mogoče malo drugače odreagiraš. Če bi bil tam trezen, pa veš, bi prvi komad dal neki tam... Ja. Malo moraš pač tudi... Ja, vsak komad ne pali, ne, v vsaki uri, ne. Da bi en komad zapalo, ne. To so določeni pač komadi tek je zapalijo. 12 sati, ne vrtimo več ob 12, ampak ob 9, ne. Ker 12 enih je konc žurki. Tek, no, ali jaz se to zmeram hecam zdaj, ne. Ker zdaj so, ne vem, včasih smo bili navajeni hoditi ob 10, 11 ven, ne. Zdaj pa pač se te žurke začnejo ob 6, 5, 6 popoldne, ne. Ne. Kdaj si pa v bistvu začel, zdaj recimo zelo veliko delaš privat zabav, pa zabav večina, za podjetja pa tako naprej, ne? Ja. Kdaj se ti je pa v bistvu to zgodilo, da si videl, da pa je pa tu neka priložnost ali pa nekaj, kar je za izkoristiti, no, tako. Glede na svoje znanje pa vse to, ne? Se mi zdi, da je tek vse spontano. Ne vem, jaz sem pol 2010 začel nazaj v enem klubu začeti vrteti komercialo, ne. In sem pač tam vrtel, pa vsake toliko časa je, kjer pač bi prišel na rojsten dan, pa ja, itak, da jaz sem tek skozi imam opremo, no. Pač prej, ko smo bili v bendu, sem si od data, pač iz benda sposojeval zvočnike, pa sem hodil vrteti, ne. Pa, ko sem pa nehal z bendu, sem pa pač svoje se neko pač kupoval, ne. A veš, in ne vem, enostavno tam sem vrtel vtis, pa sem vmes tudi šel na kako privatko vrteti, pač na kak rojsten dan ali pa bilo kaj, no. Pa je pa prišlo kar naenkrat, ne vem, to je bilo tam ene 2015, ali pa 2013, ne. Ko je bilo tega čim več, ne. Je pa tudi res, se mi zdi, da če ti, ne vem, recimo meni se rekel, veliko rojstnih dnevov vrtima, ne. Veš, pol so tam eni ljudje, ko bojo tudi praznuje rojsten dan in te pol kar kontaktirajo za rojsten dan, ne. Ne vem, recimo tudi želel bi si imeti več porok, ne. Poroke so bolj specifične, ne. Ampak mogoče imam premalo še tistih enih
porok narediti, a veš, da bi videli tam, pa da bi me priporočili naprej. Ker, ne vem, večinoma 80% špilo jaz zdaj dobim po taka, no. Z ust do ust bom rekel. No. Ali pa da ne reče naprej, ta je pa dober DJ. Ali pa celo zdaj se tek naredili, da si DJ med seboj špile talamo. No. Ker je preveliko povpraševanje? Ali? Ja, pač imaš ti špil, pa te en kliče, pa rečeš, lej, ti tega priporočam. No. Pa kontra naredi. No. Kar se mi zdi, da je tudi tako lepo, no, lepa gesta, da malo sodelujemo skupaj. Ja, mislim, se je v bistvu po eni strani boljše. Je pa res, da pač so pa določeni datumi, ko ne dobiš DJ-ja, oziroma zmeram se najde DJ sam kakana. Mislim, so določeni datumi, ko je toliko povpraševanja, da ne dobiš DJ-ja. Kako si pa v bistvu, se pravi, povečeval si, ne vem, tudi ozvočenje, vse, se pravi... Je pač skozi nekaj kupuje zramano. Ja. Mislim, jaz zdaj, ne vem, bom rekel zadnje, zdaj že po koroni, no. Med korono sem začel bolj luči, pa tudi se malo bolj z lučmi ukvarjati, no. Da sem si pač sploh za poroke, te ambientalne luči, da sem si dopolnjeval, dokupil, pa tudi, da sem naštudiral pač program za kontrolirati luči, no. Pač prej pa pač najprej si nekaj ozvočenje kupiš, pa mislim, vse ni zdaj meni ni več tak problem, zato ko pač imam kontejnerirane neke špile, pa pač je skozi nekaj dotoka, no. In pač pa nekaj vložiš v nekaj nazaj, no. Nekaj, moraš tekaj vložiti, no. Je pa res, da to je pač never ending story, no. Nikoli ni zadost, pač. Dokler sam ne rečeš, da je pa dost, no. Dokler placa ne zmanjka, ne? Ja. Pa malo prodaš, pa malo kupiš. Pa pri kolcu kupiš, pa greš. Ja. Pač tak je to, no. Ja. Hej, zanimiv pogovor, no. Rečeno, tako. Smo šla kar čez tako neko široko obdobje vsega, no. V Platak bi se verjetno lahko še veliko pogovarjala, ne? Pa, bi se še najdel kaj, ja. Ja. Sej, kaj imaš veliko kolekcijo, kako imaš zdaj? Ne vem, nimam jih prešteti, mislim, da dam čez 800 zih. Da se ga? Čez 800 pač imam. Zdaj še je že kar totih novih, kar nekaj nabrala, no. Pa še prej starih, oldisov, se kar veča. A to se zdaj do iste nove ponatisi se delajo? Ne, pač novi remiksi, no. Mislim, remiksi, no. Nekje, čist nove produkcije, večinoma je pa to neki, mislim, večinoma je pa so to neki novi remiksi ali pa predelani house komadi, pač vse tako se zdaj dela vse, no. Dosti je... Se veš, vzameš en sample, pa ga narediš, pa je nov komad, nov star komad, kaj pa vem. Je pa res, da se pravim, da je dosti zdaj, kar dosti labelov pa nove muzike, no. Ko tudi zdaj na ploščih pridejo ven, no. Da nisem digital. Je pa res, recimo zdaj se pač kompalacije delajo, no. Da imaš pač na eni plošči 4 čisto različne komade, no. Včasih je bil pač single, pa različni remiksi, no. Zdaj pa se mi zdi, da kar delajo založbe bolj neke kompalacije, ali na eni plošči, ali na večjih ploščih, ali pač tega, no. Lažje prodaja. Ja, se mi zdi, no. Zelo malo je, bom rekel, zelo malo je singlov, no. Ko res, pač pa se mi zdi, da tudi tisti singli, ko so se založbe zavedno rečejo, lej, to bomo pa zdaj delali na tem singlu, da probamo mi to porinati, pa narediti remikse, da bo to uspelo, no. Pa tebi to odgovarja, mislim, ti je to všeč, ali... kompalacija. Ja, to, ali pa recimo, kaj imaš reč, ne, se pravi, tam, kjer so recimo remiksi zraven vključeni, ne, kar pomeni, da dobiš nek spekter, singli so običajno bili ti, ko so devali to perspektivo različnih remikserjev, ne. Mislim, fajn je, pri singlih je to fajn, ko imaš mogoče nek logotip, pa vse skupaj, in si mogoče zapolniš. Pa tudi lahko, ne vem, mogoče zbereš si kjer komad, ko bolj paše, ne. A veš, ne vem,
mogoče malo bolj mehkejšo muziko vrtiš, si eno verzijo vzameš, malo bolj mehkejšo, če pa nek tak, da je malo bolj močna muzika, si lahko, to je recimo ful dober pri simplih, a ne. Pri kompilaciji je pa prezno pač več komadov dobiš, a ne. Je pa res, da tam je ponavadi nek logotip, za vsako kompilacijo isti logotip, a ne, pa že včasih ne veš, moraš iti brati, a ne, če veš, a ne, ali pa pač poslušati, a ne. Ko ne vem, tam na tistih kompilacijah se logotip zameja, ne vem, na 10 kompilacij mogoče. No, nekateri imajo tudi za vsako kompilacijo na različno barvo, pa pač se piše, kar je že malo boljše, no. Pa kak stil pa je gor, se pravi, tam nimaš te barvnega spektra stilov različnih? Ne, po stilih je po večinoma. Aha. Ne vem, jaz ko pač disco house kupujem, je ponovadi tam pač, ne vem, pa tudi založbe se mi zdi, da imajo tako približno, no. A veš, približno isti stil muzike, no. Razen če imaš, ne vem, neko kompilacijo, tako sem zdajle vzel, ne vem, Defected Ibiza 2026, a ne, 2025, a ne. Tam imaš pač 3 plošče, a ne, in imaš, ne vem, ene so bolj tech house, ene so bolj deep house, ene so bolj, mogoče tudi malo bolj funky house, a ne. Tam je bolj različni, a ne. Če pa, ne vem, vzameš neki glitterbox kompilacije, tam je pa itak disco house v tem smilu, a ne, pač podobni komadi, a ne. Tako da gre žanrsko skupaj, a ne, da ni čist. Je pa res, da vsaka založba pač ima nek poseben sound po navadi, a ne. A veš, da tudi če veš, da recimo teta založba bo bolj latino, teta založba bo pač bolj disco, a ne, naredila. Tako, ne vem, se mi zdi, da je kar Spravi, tudi tako iščeš na glasbo, verjetno, ne? Pa ja, sej pol večinoma po založbah iščeš, a ne. Pač greš mogoče čez, ampak tek na koncu vidiš, kva ti najbolj paše, a ne. Določene založbe ti se mi zdajo tako muziko, ko je tebi všeč, in pol bolj ko ne pri njih iščeš, a ne. Je tudi redko kdaj pol najdeš tudi na kaki drugi založbi, bom rekel, take komade, ko tebi odgovarja. Se pa tudi najde, no. Kaj bi pa v bistvu mogel narediti, recimo, kak je tvoj pogled, da se klubska scena razvije, pa da dejansko, ne vem, mogoče pridemo spet lahko v čas 2005, ne? Ne. Kaj misliš, da bi se to prvo bi mogli zgoditi, ne? neko od mlade, ne vem, nahajpati, da bi začeli hoditi ven, no. To je, jaz mislim, da dokler ne bo mladina začela ven hoditi, pa jim to fajn bo, bomo težko klubsko sceno. Ne vem, jaz mislim, da tudi po tujini večinoma mladi, ne vem, recimo vsaj zdajle, ko sem bil na Ravensnowu, to je bila, ne vem, populacija od 20 do 30 let, no. Pač mlajša populacija, no. Ker konec koncev mi starejša populacija, saj veš, greš pač parkrat ven, tisti, ko radi hodijo še ven, a ne, grejo parkrat ven in to je to, no. Enostavno čas ne dopušča, no. Ti mladi, ko pa imajo mogoče časa, bi mogoče namesto, da so preveč, da niso več tukaj na social skillu, bi mogli začeti enostavno ven hoditi, no. Ne vem. Se družiti. Ja, ne, se družijo se, ampak koliko se družiš, a ne. A veš, to je, druženje je zdaj čist, ne vem, lahko si tam gor na enim messengerju, pa si pišeš, pa se družiš, a ne, lahko greš na kavico ven, pa se družiš, lahko greš pa ga žurati, a ne. Ne vem, tako, a veš. Po mojem, dokler bo tako v Sloveniji, da bojo mladi šli na veselice pa na kake koncerte, se mislim, da tudi klubska scena pri nam, ali pa da bojo, ne vem, da se bojo začeli toliko enih masovk delati, a ne. Mislim, masovk, kako bom rekel, masovk. Da bojo ljudje šli tja, pa da jim bo fajn, da bo pol mogoče tudi klubi malo na manjši način zafunkcioniralo, no. Ker zdajle, ne vem, trenutno se mi zdi, da tudi
klubi s komercialno glasbo, ne. Enostavno ne laufajo, no. Pač moraš jim nekaj dati, nek band, nekaj, da privabi ljudi ali kaj, ne vem, da laufajo klubi, no. Ja, ker sam za sebe ne bo šel, ne. Ja, Ta trend je šel pa res čisto mimo, ne. Mora biti v bistvu nek dogodek kot dogodek, ne. Da privabiš. ja, ne vem, enostavno ni več, ljudje niso, pač se pravim, ta mladina ni navajena hoditi ven, no. Pa da hodi ven, tako kot smo mi hodili, no. Ali pa da bi vsaj enkrat na teden šel ven, no. Ne, tako kot dvakrat, no. Ja, ne, saj to je, jaz mislim, da je veliko izzivov, no. Zdaj, kako zmotivirati mlade, da se bojo udejstvovali dogodkov, družili. Jaz mislim, da trend je nekaj, ne. Nekaj, kar je popularno, ne. Je pa res, da elektronska glasba, ta tehno, pa ta malo bolj trši ritem, se mi zdi, da mladim dosti bolj odgovarja, no. Ko je malo bolj nahajpan, izgleda, gre zdaj ta trend v to smer. Čez kakih 5 let, 6 let bo verjetno ta trend malo začel nekaj spreminjati, ne. Da se bo videlo, ne, kaj bo, ne. Pa mogoče bo spet prišel house na vrsto ali pa, saj v končni fazi saj house je, jaz ga sicer vidim kot tak zimzelen, ne. Pa ja, to je isto kot disko, isto kot rock, se mi zdi, no. Pač neka populacija ljudi bo imela to zmeraj rada, no. Pač isto, ne vem. Te pa upamo, da bo pač mogoče tudi pri mladih vzbudila, mislim, pri velikih mladih vzbudila kdaj, da bo prišel nek tak trend, da bo prišlo to, no. Mislim pa, da vseeno, veš, konec koncev, ne vem, po mojem, zakaj se je v Sloveniji ta tehno začel, ker pač je par DJ-jev ven dal, ne vem, jaz mislim, da tudi dosti ima tu umek roke česa, no, ko je proizvedel te DJ-je, jih spopulariziral, no, pač naredil žur in mladi tudi pač, saj veš, oni delajo med seboj, no. Ne vem, a veš, da taka muzika živi, ne vem, recimo Heartbeats zdaj ful, to je ful in, no. Vse je razprodano zmeraj, no. Da. Ja, saj to je, jaz mislim, da je povpraševanje po trših ritmih bolj, ne, bolj blizu ljudem, no. Tak, ne. Ja, jaz pa mislim, da so pač tisti ljudje, pač, da so ene par DJ-jev to potegnili zraven, in pač mladi so sprejeli, tisti mladi, ko imajo vse tisto neko elektroniko, so sprejeli ta ritem, Ker vem, ne vem, jaz, ko sem poslušal to, jaz tega ne morem sprejeti. Je pa res, veš, vsak človek ima pač neki svoj okus, in pač pol poslušaš po tistim okusom muziko, kar ti je všeč, da pa ni važno. Jaz recimo zmeraj tako rečem kot komercialni DJ. Saj ni važno, kako zvrst muzike poslušaš dobro muziko. Zmeraj se najde, tudi v tem hard technu je ziher je dobra muzika noter, tako v houseu je dobra muzika. Tudi v rocku je dobra muzika, veš. Da pač v tistim žanru, ko se najdeš, poslušaš tisto dobro muziko, no. Vse recimo, ne vem, isto pri rocku, je zdaj nek novi val mladih rockerjev ven prišla, ko ni bilo zdaj 15 let nič, zdaj so pa kar naenkrat v roku 4-5 letih so neki novi bendi ven prišli, ko so, hvala Bogu, no, pač malo rock ven tudi manj potegnilo, pa tako je pač zmeraj. Ja, jaz bi se ti zahvalil za tale čvek. Hvala tebi. Povem, za povabilo. Malenkost. Upam, da ste kaj novega izvedeli ali pa tudi kakšne Ma ne, stare ne, spomine ven. Pa vse to je namen. Vse je namen te platforme, da malo se obujajo stvari, malo se smernice določajo, malo oziroma pač se pogovarjamo o prihodnosti. Pa bo že svet pokazal, kam bomo v resnici šli. To je to. Hvala ti res. Prosim. Okay.